Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci v mesecu septembru, ki se že približuje polovici. Za nami so prvi šolski dnevi, v vinogradih se sliši glas klopocev, počasi pa se že oziramo za ozimnico, kurjavo in vsem, kar sodi v jesenski čas. Jesenski čas pa je napovedala tudi mala maša ali Marijino rojstvo 8. septembra. Kakršno vreme na malo maše nastane, rado še 2 meseca ostane. Sicer pa mala maša nas sploh za suknjo vpraša. Je pa september v občinah tudi čas za tekme za županske in svetniške stolčke, na državni ravni pa za ministrske. Smo pa v preteklem in tem tednu zabeležili nekaj zanimivih dogodkov, ki smo jih uvrstili v informativno oddajo bistriške lokalne televizije, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica slavnostno obeležilo 90 let delovanja. Berta Ferjuc, najstarejša bistriška občanka, praznovala 100. rojstni dan. Z okrogle mize o zasvojenosti in nevarnosti prepovedanih drog. Člani bistriškega kluba novinarjev obiskali udeležence kiparsko-slikarskega simpozija Forma Viva Makole. Na novinarski konferenci se je predstavila neodvisna kandidatka za županjo Danica Sagadin Leskovar. V policijskem poročilu tudi o kraji 2 delovnih strojev skupna škoda je ocenjena na 50 000 evrov. V športu o Impolijadi 2014. V rubriki Lokalne novice smo se sprehodili po domači občini. Nekaj utrinkov pa smo posneli tudi izven njenih meja. Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica praznuje 90 let svojega delovanja. Častitljiv jubilej so obeležili minuli konec tedna z več prireditvami. V petek, 5. septembra, so v Čebelarskem centru Slovenska Bistrica na Zgornji Bistrici za otroke in odrasle izvedli organizirano vodenje po čebelarski učni poti, degustacijo medenih izdelkov in razstavo likovnih del društva Paleta. Na menu so predali še nove čebelarske panje. Predaje se je udeležil tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Dan kasneje, torej v soboto, so se čebelari predstavili na grajskem dvorišču, na osrednji slovesnosti v Viteški dvorani Bistriškega gradu pa so podelili društvena priznanja. Ob jubileju smo se pogovarjali s predsednikom Čebelarskega društva Slovenska Bistrica, Maksimilijanom Prahom. Povejte najprej, kakšni so bili začetki čebelarstva na Bistriškem? Ja, pred 90 leti so napredni čebelari se zbrali in ustanovili čebelarsko društvo na Čerešnovci, ki se je potem, bi rekel, prenesla v Slovensko Bistrico. Tako da od tega že 90 let. Kako ste organizirani danes, kako je s članstvom? Kot vemo, veliko pozornosti namenjate delu z mladimi. Ja, danes je članstvo 106 članov Čebelarskega društva Slovenska Bistrica. Od tega moram povedati, da tudi 10 čebelark, ki ne samo da čebelarjev, tudi skrbijo, da se v raznih priložnostih tudi posadkamo, nekaj pripravimo. V društvu je vključena tudi likovna sekcija, ki boste videli danes ob naši poti, bojo razstavili tudi slike. Članstvo je pa tako, da imamo 6 čebelarskih mojstrov, potem je 36 čebelarjev, ki imajo nacionalno poklicno kvalifikacijo. Deluje pa tudi 5 čebelarskih krožkov v društvu, za katere skrbimo, da so čim bolj, bi rekel, poučni in da potem nekako iz teh krožkov pride tudi nekaj čebelarjev ven. V zadnjih letih ste uresničili kar nekaj pomembnih projektov, tako Čebelarski center dobiva končno podobo. Ja, gledajte, v zadnjih letih smo se, rekel, malo bolj organizirali. Seveda sam predsednik ne more ne vem kaj narediti. Seveda mora imeti ob sebi pravo ekipo. In ta ekipa danes je v Čebelarskem društvu Slovenska Bistrica in s to ekipo danes lahko, bi rekel, uresničujemo načrte. Začeli smo z osnovnim stvari, pridobili smo zemljišče, uredili papire za to zemljišče, potem smo to zemljišče leta 2010 ogradili z 2-metrsko ograjo, 302 metra dolgo.
da imamo potem neko varnost zagotovljeno. Seveda potem smo šli v projekt v izgradnje čebelarske učne poti medovitih rastlin, katero smo se prijavili na lokalno akcijsko skupnost in seveda ta projekt tudi dokončali in leta 2012 predali svojemu namenu. Seveda istočasno smo si želeli, da bi tu, kot vidite danes, so tu 3 kontejnerji pločevinasti, ki so seveda premali za naše društvo, saj v njem ne moramo poučevati otrok, prvič niso varni dovolj, drugič pa neprimerni. V ta namen smo tudi šli v pridobitev projektne dokumentacije, tako da za novi čebelarski center, se pravi izobraževalni center, imamo vso potrebno dokumentacijo, se pravi PZI napravljen in sedaj čakamo, da bo se nekak sredstva sprostile strani države, da bomo potem prek lokalne akcijske skupnosti lahko ta projekt realizirali. Seveda istočasno smo pri tehnologiji čebelarstva razvijali naprej. Leta 2010 smo odprli vzrejno postajo, ki jo vidite tukaj zadaj. Letošnjem letu smo pa zamenjali vse dotrajane panje. Kot vidite, naši donatorji iz naše ožje in širše okolice so se pozitivno odzvali. Moram povedati, da kjerkoli smo prišli, nikjer nismo, vedno smo bili deležni pomoči, da nihče nas ni zavrnil. To smo zelo veseli, da podjetja, tako kot tule zadaj vidite, industrijsko podjetje Impol, sočustvuje z narave in tudi z nami in tudi vidite, da brez problemov neko življenje sočutju živimo z industrijo, se pravi, da tudi industrija čista. Seveda bi tule poudaril tudi pripravljenost oziroma pomoč strani občine, sedanjega župana, doktorja Ivana Žagara, ki nam prisluhne in seveda pomaga kot finančno, tako tudi strokovno, kar je tudi pomembno. Letošnja sezona je zaradi slabega vremena za čebelarje, lahko rečemo, katastrofalna. Kako je tukaj na Bistriškem? Glede, stanje po celi Sloveniji takšno, ko je. Ampak tudi takšno leto mora priti. Takšno leto mora priti, da se tudi čebelarji oziroma širša javnost zaveda pomena čebelarstva. Res, meda pridelali so čebelarji 1/3 tistega, kaj je, ali pa še nekateri manj, nekateri skoraj nič. Ampak moramo se zavedati, da tudi kmetijstvo ni stalno rožnato, da tudi se kmeti borijo z enim in drugim. Seveda, mi se prizadevamo, da bi se v tem našem centru izobraževali tudi v takih slučajih, da bi čebelarji znali boljše čebelariti, lažje bi čebelice potem nekaj za čebelarje prinesle tudi, letos je bilo slabo. Seveda država, ko smo zadnji slišali eno izjavo, da je 150 000 panjev čebel v Sloveniji dovolj, to je v bistvu tisti minimum, je jih pa zdaj 167 000, kar je pa še ni dovolj. Tisti minimum ne moramo stalno gledati, da je to dovolj. Bi boljše bilo kakšen pan več, da bi bila res narava, bi rekel, zadovoljna. Kajti čebelarji, nekateri imajo mišljenje, da čebelarji samo med od čebelic pobirajo, kar pa ni res. V bistvu čebelar dobi 20% tistega, kaj čebele proizvedajo. Moramo vedeti, da čebelji pan porabi na leto 60 kg medu za sebe, 50 kg cvetnega prahu in še seveda čebelice morajo nabrati okoli 50 litrov vode. Se pravi, čebelar dobi neko malenkost. Kaj je pa najbolj pomembno? Je pa pomembno, da čebelice oprašijo skoraj 80% rastlin, ki so pomembne za preživetje človeštva in živali. Se pravi, prehrambene rastline. To je največji poudarek in to bi morali vsi na prvo mesto postaviti, ne pa pridelavo medu. To je zelo pomembno v naravi, ker če bomo imeli prehrambeno verigo urejeno, potem bomo lahko vse drugo delali. V domu starejših v Slovenski Bistrici je bilo v petek, 5. septembra, še posebej slovesno. Berta Ferjuc je namreč dočakala 100 let. Najstarejša stanovalka bistriške enote doma dr. Jožeta Potrča - Poljčane je hkrati tudi najstarejša občanka Slovenske Bistrice. Za Berto Ferjuc so v domu pripravili krajšo slovesnost.
Ob tej priložnosti so jim med drugim čestitali župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, direktorica doma dr. Jožeta Potrča Poljčane Iva Soršak, vodja doma starejših v Slovenski Bistrici Tanja Kajtna in Marija Bračič, sekretarka območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica. Na citre pa je slavljenki zaigrala Ana Fritz. Občina Slovenska Bistrica se je v okviru nacionalnega programa na področju preprečevanja uporabe prepovedanih drog 2013-2020 pridružila preventivnim dejavnostim. Zaradi aktualnosti in razsežnosti te problematike so v petek, 5. septembra, v predavalnici srednje šole pripravili okroglo mizo. Na njej so sodelovali učenci 9 razredov osnovnih šol iz občine Slovenska Bistrica ter dijaki srednje šole Slovenska Bistrica. Več o tem, kaj so droge, katere so prepovedane in kako jih delimo, je povedal Gregor Simerl, kriminalistični inšpektor z Policijske uprave Maribor. Kaj je zasvojenost in kako zdravijo zasvojene ljudi, pa je pojasnila strokovna sodelavka društva Projekt Človek Tina Jert. Udeležence okrogle mize je nagovoril tudi župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. V organizaciji KUD Forma Viva Makole se na območju občine Makole med 2. in 13. septembrom letos ponovno odvija mednarodni kiparsko-slikarski simpozij Forma Viva. Mednarodno uveljavljeno in prepoznano prireditev je prizadevni organizacijski odbor na čelu z domačinom Ivanom Dvoršakom pripravil že 12. zapovrstjo. Letos skulpture ustvarja 16 kiparjev iz 6 držav in 26 slikarjev iz 4 držav, nekateri tudi na lokacijah izven občine Makole. Kot posebnost velja posebej omeniti tako imenovano transverzalo umetnosti, kjer si je mogoče na 10 km dolgi poti ogledati razstavljene skulpture. V okviru programa so si lahko gostje ogledali tudi galerijo Dvoršak in delovne lokacije posameznih umetnikov ustvarjalcev. Generalno pokroviteljstvo nad simpozijem je tudi letos prevzela občina Makole. Vas zanima, kje je najbližji bencinski servis ali bankomat? Dobra restauracija. Kakšen je delovni čas trgovin? Na pametni telefon ali tablico si z Google Playa naložite aplikacijo Pirs. In brezplačno boste izvedeli vse, kar vas zanima. Pirs. Brezplačno na Google Playu. Živjo, kam hitiš? Si za kavo? Mudi se mi, imam še kup opravkov. Najprej moram na bankomat, k frizerju, v cvetličarno in rezervirati restauracijo za večerjo. Ustavi se, ti bom jaz pomagal. Ja, kaj pa imaš to? Na svoj pametni telefon sem naložil Pirs Android, najbližji bankomat imaš tam za vogalom, zraven je cvetličarna, frizerje v bližini, lahko takoj pokličeš. Evo, pa še številko od restauracije imaš tule. Odprem se ob 17. Pa tudi navigacijo lahko uporabiš. Super! A to vse si takoj našel s Pirs za Android? Koliko pa to stane? Brezplačno je. Obišči Google Play in si prenesi aplikacijo. Pirs za Android. Najhitrejše lokalno iskanje v Sloveniji. Lokalne volitve 2014. V torek, 9. septembra, se je v hotelu Leonardo predstavila neodvisna kandidatka za županjo občine Slovenska Bistrica, Danica Sagadin Leskovar.
Vodja občinskega oddelka za okolje in prostor je kandidaturo vložila s podpisi podpore občanov in občank. Kot je Danica Sagadin Leskovar poudarila na novinarski konferenci, bo slogan njihove kampanje Skupaj premaknimo, s katerim sporočajo, da je s povezovalnim načinom dela in vodenja občine moč ustvariti novo etapo razvoja občine. Za kandidaturo za županjo občine Slovenska Bistrica sem se odločila po globokem in tudi tehtnem razmisleku, saj že več let spremljam delovanje občinske uprave in občinskih organov. Tako se nastala želja in razmišljanje o spremembah. Po pogovoru z občani, ki imajo izkušnje na tem področju, smo delili mnenje, da obstoječe stanje v občini kliče po spremembah. Na to se odzivamo z jasnim programom ter drugačno politiko. Politiko, ki temelji na sodelovanju, spoštovanju, enotnosti, strpnem dialogu, vključevanju vseh, povezovanju z ljudmi, ki imajo znanje in voljo za delo in potrebujejo le zadosti priložnosti. Prepričana sem, da nam skupaj lahko uspe premakniti našo občino v novo etapo razvoja. Ob tem sem hvaležna vsem, ki me podpirajo. Ob moji kandidaturi, se pravi moji družini, prijateljem, občanom in vsem, ki jih cenim in spoštujem in imajo tudi izkušnje na tem področju. Potrudila se bom, da bom z vašo podporo kot ženska z bogatimi delovnimi izkušnjami, gospodarstvo in lokalni samoupravi zmogla skupaj z vami uresničiti program Nova etapa razvoja Slovenske Bistrice. In sicer za dobrobit vseh občank in občanov. Z neposrednim pogovorom z občankami in občani bom reševala težave in si prizadevala, da bodo vsi občani enakopravno obravnavani in ob tem sproti obveščeni. Rada prisluhnem ljudem, njihovim potrebam in željam. Moja velika želja je, da jim pomagam po svojih najboljših močeh. Treba je preseči politiko na nivoju naše občine, da bo naš način razmišljanja in delovanja usmerjen v bodočnost. Ukvarjali se bomo sedanjostjo in delali skupaj z občani za svetlo prihodnost. Občino je treba voditi z občutkom in posluhom za ljudi, tudi za zaposlene v občinski upravi, ki se morajo zavedati, da so tu zaradi ljudi. Zavzemam se za gospodarski razvoj občine Slovenska Bistrica in ustvarjanje pogojev za pridobitev investitorjem in s tem nova delovna mesta. Naš program smo poimenovali Nova etapa razvoja občine Slovenska Bistrica in je osnovan na naslednjih stebrih. Prvi steber je, na prvem mestu je občan. Dan v tednu bo namenjen za pogovor z županjo z občani. Za mene se zdi najpomembneje, da župan prisluhne ljudem, jih razume in jim poskuša pomagati in da jim je na razpolago. Drugi ukrep je umiritev rasti komunalnih stroškov. V bistvu vidimo, da komunalni stroški rastejo in mi se bomo zavzemali, da se bi zmanjšali na tistih segmentih, kjer se zmanjšati še dajo, drugje pa bi omogočili plačevanje na obroke. Potem se zavzemamo za sofinanciranje individualnih čistilnih naprav na območju, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacije. Četrti ukrep je zmanjšanje komunalnega prispevka, predvsem za mlade družine, ki si želijo ustvariti dom v naši občini, pa tudi za kmetijske objekte in proizvodne objekte. Zakaj je to pomembno? Zdaj, mlada družina oziroma investitor, ki želi graditi, mora preden zasadi lopato dati 3.000 do 4.000 evrov za komunalni prispevek. Potem pa še projekti in to je približno 9.000 evrov. Na tak način ljudje z manjšimi prihodki seveda ne morejo realizirati svojih investicijskih želja, ne morejo se zgraditi doma. To se mi zdi zelo pomembno, kajti naši občani za svojimi sredstvi, ki jih imajo pač na razpolago, bi morali zagotoviti sebi boljšo prihodnost, lepše življenje in to je možno le s tem, da občina na tistih področjih, kjer to lahko, tudi zniža svoje stroške. Kot drugi steber gre za gospodarski zagon. V bistvu prvi ukrep je razvoj podjetništva in obrtništva v občini. Kot županja bom skupaj z gospodarstveniki poiskala razvojne možnosti in priložnosti v naši občini. Poudarek bo na tistih projektih, ki predstavljajo možnosti za hitrejši in uspešnejši razvoj gospodarstva,
ki predstavljajo možnost za nova delovna mesta in dajejo konkurenčno prednost in dvig življenjske ravni v vsej občini. Podjetjem in obrtnikom, pa tudi podjetnikom, bomo nudili osnovno infrastrukturo ter skrbeli za prostorsko infrastrukturno ureditev proizvodnih objektov, podpirali jih bomo pri širitvi dejavnosti ter aktivno sodelovali pri iskanju tujih strateških partnerjev. Za razvoj turizma in prepoznavnost občine je do sedaj bilo že kar nekaj nareditega, vendar naša občina ponuja še vrsto možnosti za razvoj turizma. Potrebna je odločna in strokovno vodena pospešitev razvoja turizma s posebnim poudarkom na čebelarstvo, vinogradništvo, kulinariki, neokrnjeni naravi in kulturnih spomenikih. Spodbujala bom projekte aktivnih počitnic, turističnih kmetij, bioprojekte in projekte za ohranjanje in nadgrajevanje blagovnih znamk. Vsi ti projekti bodo izboljšali kakovost bivanja v našem okolju in posledično zdravje naših ljudi, kar je zelo pomembno. Zdaj, četrti ukrep je tu ohranitev kmetijstva. Kaj tu si predstavljamo? Tu bomo z okrepitvijo pridelave zdrave domače hrane, torej tudi zmanjšanjem komunalnega prispevka za gradnjo objektov za kmetijstvo, ter sprejeli bomo ustrezne prostorske pogoje. To pomeni, da bodo lahko kmetje gradili tudi na kmetijskih zemljiščih manjše objekte, kar je v drugih občinah recimo že dovoljeno, ker zakon to dopušča, v naši občini pa še bo ta odlok potrebno sprejeti. Naredili bomo vse, da bodo tudi kmetje cenjeni in ugledni podjetniki. Tretji del je razvojno naravnano urejanje okolja in prostora. Zelo pomemben akt je sprejetje občinskega prostorskega načrta in podrobni prostorski načrti. Vesela sem, da je naša domačinka predlagana za ministrico za okolje in prostor, tako da bomo lahko izkoristili vse možnosti za pripravo vseh prostorskih aktov, ki bodo zagotovili prostorske pogoje za gradnjo objektov in s tem omogočili hitrejši razvoj občine. Gremo naprej, pregled na javne finance. Vsako leto bomo realno oblikovali vzdržni proračun in sicer s sodelovanjem zainteresirane javnosti. Jaz mislim, da pripravi tako pomembnega strateškega projekta, dokumenta, morajo sodelovati krajani, občani, ne samo občinski svetniki, in sicer tako, da bo razvoj viden v vseh delih občine, tako v mestu kot v vseh. Drugi ukrep pa bo, da bomo oblikovali aktivnosti in projekte tako, da bojo natančno določeni terminski roki, odgovorni nosilci izvedbe in pa tudi finančna sredstva za to potrebna. No, meni osebno je zelo pomembna učinkovitejša in modernejša javna uprava. Prijazen odnos do strank, to je eden iz mojih osnovnih, bi rekla, vrednot občinske uprave, zato je občino treba voditi z občutkom in posluhom za ljudi, strokovno in hitro rešiti njihove zahteve in spostaviti prijazen osebni stik. Vodenje občine, po mojem mnenju, mora biti tudi profesionalno, organizirano na projektni način, tako da se lahko vsi projekti izvedejo, kajte naša občina je velika, največja nemestna občina, ima preko 25.000 prebivalcev in za vodenje take občine je po mojem mnenju, pa tudi po mnenju ljudi, ki jih srečujem, potreben profesionalni, torej zaposlen župan oziroma županja. Če še gremo na promet in varnost, zgradili bomo križ kolesarskih poti. Izgradnja pločnikov in cest je zelo pomembna in posebni poudarek bomo dali zahodni obvoznici za mesto Slovenska Bistrica. Zdravstvo, živimo zdravo. Uvedli bomo dodatne zdravstvene programe v sodelovanju z vodstvom zdravstvenega doma. Pripravili bomo strategijo za pridobitev koncesij za dodatne programe in gostili bomo specialistične ambulante. Vsi dobro vemo, da nimamo pediatra v Slovenski Bistrici, da morajo ljudje voziti svoje otroke v Maribor in skrajni čas je, da se pediater pridobi ali na kakšen drugi način reši ta problem. Na področju športa bomo oblikovali tudi strategijo športa, ki bo poleg tega tekmovalnega še posebej spodbujala šport za vse, torej športno vzgojo,
v športnih društvih, rekreacijo, zdravstveno in preventivno vzgojo ter invalidski šport. Bogatili pa bomo tudi programe za preživljanje prostega časa vseh generacij. Na področju kulture bomo skrbno načrtovali in oblikovali lokalno strategijo kulture. Posodobili in izgradili bomo nove domove za kulturo in domove krajanov. Dosedanje kulturne dogodke bomo podpirali in tudi nadgradili z novimi. In še zadnji steber, to je otroci, mladi, starejši, invalidi. Obnovili, vzdrževali in opremili bomo vsa otroška igrišča, sorazmerno v vseh bivalnih okoljih in spostavili večnamensko doživljajsko otroško igrišče. Sofinancirali bomo nadstandardne dejavnosti za vse šoloobvezne otroke, uredili bomo subvencije javnega prevoza za dijake in študente ter starostnike. Poskrbeli bomo za enake možnosti vključevanja invalidov na vseh področjih. Uredili bomo tudi domovanje mladim družinam. Imamo namen, da z odkupom teh nezasedanih praznih stanovanjskih enot uredimo takšen stanovanjski sklad, ki jih bomo namenili mladim družinam, ponudili jim bomo neprofitne najemnine za možnostjo kasnejšega odkupa. Zdaj, ta program je v bistvu okviren in ga bomo še nadgradili. Namen moj je, da grem po krajevnih skupnostih, da grem med ljudi, ker delamo za ljudi, se pravi, da njih poslušamo, da bodo dali svoje predloge in jih bomo potem tudi vključili v ta program. Zelo vesela in hvaležna sem za podporo in zaupanje občank in občanov. Moram reči, da smo v enem dnevu pa še nekaj zbrali več, kot je potrebnih teh podpornih glasov. Vse skupaj je preko 400, tako da s tem so mi nekako pokazali zaupanje in sprejeli to idejo o povezovanju, o skupnem nastopu za boljši jutri. Želim, in to je tudi moja osebna želja, da povežemo vse ljudi, ki v svojem srcu nosimo našo občino, Slovensko Bistrico, in da se skupaj potrudimo za boljši in optimizma poln jutrišnji dan. Lokalne volitve 2014. Policisti Slovensko-bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so obravnavali 6 tatvin, 2 poškodovani tuje stvari in 1 nasilje v družini. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je izpred podjetja ukradel delovni stroj vreden 45.000 evrov. Iz garderobne omarice nekega podjetja je tatič izmaknil 50 evrov. Zgornja Polskava. Neznani storilec je na parkiranem avtomobilu preluknil vse 4 pnevmatike, škoda je za 400 evrov. Čadram. Iz stanovanjske hiše je neznani storilec odnesel nakit in zlato ročno uro, lastnica, ki je sicer storilca pregnala, je oškodovana za 1000 evrov. Spodnja Polskava. Tudi tukaj je neznani storilec odpeljal delovni stroj, last podjetja, škoda je za 4000 evrov. Pragersko. Tukaj je neznani storilec poškodoval kljuko na večstanovanjski zgradbi, škode je za 10 evrov. Policisti so obravnavali še 10 prometnih nesreč, izdali 13 plačilnih nalogov in začasno odzeli 2 vozniški dovoljenji. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 4-krat. V petek, 5. in v soboto 6. septembra je v Slovenski Bistrici in Makolah potekala že 17. Impolijada 2014. Tradicionalnih športnih iger se je kljub slabemu vremenu udeležila dobra polovica vseh zaposlenih v podjetju Impol. Udeleženci so se pomerili v 14 različnih športnih panogah. In kdo so zmagovalci? V kegljanju je pri moških zmagala ekipa Impol folije in trakovi, pri ženskah pa druga ekipa Simfina. V posamični konkurenci je v moški kategoriji do 45 let slavil Silvo Kunčič, Impol folije in trakovi, pri moških nad 45 je bil najboljši Ivan Štefanič, Impol palice, cevi in profili. V ženski konkurenci do 45 let je zmagala Barbara Kapun iz Simfina,
V kategoriji nad 45 let pa Marija Špes in pol palice cevi in profili. V malem nogometu je tako v kategoriji do 40 let, kot tudi v kategoriji nad 40 let zmagalo moštvo in pol palice cevi in profili Cevarna. V namiznem tenisu je pri moških do 45 let slavil Miro Pristovnik in pol palice cevi in profili Cevarna, pri moških nad 45 let pa Drago Motaln, prav tako in pol palice cevi in profili Cevarna. Pri ženskih je prvo mesto osvojila Željka Kutja iz Kadringa. V odbojki je zmagala ekipa in pol palice cevi in profili. V ruskem kegljanju za dvojice sta bili najboljša Leonida Papotnik in Drago Robnik in pol palice cevi in profili. V pikadu za dvojice sta slavili Barbara Kapun in Ksenija Berger iz Sinfina, v šahu za posameznike pa Dejan Košir in pol palice cevi in profili. Atletski mnogoboj je pri moških dobil Borut Novak, tehnika set, pri ženskih pa Monika Rogina Sinfin. V ulični košarki je zmagala ekipa in pol folije in trakovi Prodaja, medtem ko je bil v metanju trojk najbolj natančen Mihajl Čretnik in pol palice cevi in profili. V ribolovu je bila ekipno najuspešnejša ekipa in pol palice cevi in profili Cevarna, člana tega moštva Marko Fišer in Igor Novak sta si tudi razdelila prvo mesto med posamezniki. V streljanju z zračno puško je bila pri moških ekipno najbolj natančna tehnika set, pri ženskah pa ekipa in pol raziskave in razvoj. V posamični konkurenci je pri moških do 45 let zmagal Jure Vidmar, tehnika set, pri moških nad 45 let pa Jože Očko iz Kaldere. V ženski konkurenci je slavila Edita Jelen in pol raziskave in razvoj. Kolesarski vzpon od Slovenske Bistrice do Tinja je najhitreje zmogla ekipa in pol folije in trakovi, pri moških do 45 je zmagal Miran Dovnik in pol folije in trakovi, pri moških nad 45 let pa Gvido Španering, tehnika set. V ženski konkurenci pa je prvo mesto osvojila Mojca Vidmar in pol DOO. V tenisu sta med dvojicami zmagala Dejan Bevc in Igor Hrastnik, medtem ko je bila med ženskami najboljša Barbara Kapun iz Sinfina. Zaključka prireditve na dvorcu Štatenberg se je udeležil tudi predsednik uprave Impola Jernej Čokl. 17 let že nekako tekmujemo med sabo, se veselimo in si nabiramo moči in mišice. Poglejte, pred 17 leti sem malo pogledal v zgodovino, se je ta naša impolijada odvijala v gostišču Iršič, oziroma tam se je zaključila. Zaključila se je približno tako kot danes z dežjem, tako da ni nič to nenavadno, kar smo doživeli danes. Tako kot bi vremenarji rekli, da vreme ni nič nenavadnega, kar se sedaj dogaja. No, ampak takrat se je tekmovalo v 6 disciplinah, danes slišim, da tekmujemo v 15 disciplinah. To se pravi, da smo se zelo razvili in seveda v vseh teh letih ste vi vsi skupaj pridno nabirali svoje mišice, da ste lahko potem skozi celo leto, na kraju leta pokazali tukaj na Štatenbergu ali pa v drugih okoljih, ki so bila še vmes, svojo moč in pa kaj ste pridobili v tistem letu. Seveda v teh 17 letih je tudi Impol nabiral svoje mišice. In če bi jaz zdaj vam postavil vprašanje, koliko ton je proizvedel Impol leta 1998, bi jih verjetno malo zdaj dobilo za odgovor kakšno folijo. Zato vas ne bom mučil, pa bom vam jaz kar povedal, da takrat smo proizvajali približno 56.000 ton. Danes pa celoten sistem Impola proizvede preko 180.000 ton. Tako da boste znali doma povedati. Takrat je Impol
imel letno realizacijo približno 136 milijonov evrov, danes jih pa ima okrog pol milijarde. Da smo preživeli to obdobje, smo morali vložiti v Impol, veste koliko? Približno 400 milijonov evrov. To pomeni, da smo zdržali tekmo z ostalimi v svetu in pa v Evropi, da smo vzdržali vse te krize, ki so vmes nastajale in ki smo jih mi nekako kar srečno preživeli. Poglejte, in če pomeni izrek tovarna smo ljudje, potem pomeni to, da ste k temu uspehu prispevali seveda glavni delež vi. In zato se vam ob tej priliki tudi zahvaljujem. Zahvaljujem se vam za vsakoletni trening, ki ste ga izvajali, da ste potem bili uspešni na teh igrah, da ste bili preko leta zdravi in da ste lahko dobro delali v tovarni. In če je k temu vsemu pripomogla ta naša Impoljada, potem bo še tudi naprej ostala ta Impoljada tradicionalna. Želim vam lepo popoldne, imejte se lepo in da bi jutri in naslednji teden z velikim veseljem spet prišli v Impol. Hvala lepa. Udeleženci se tudi zapeli ob njegovem rojstnem dnevu. Koliko kapljic, koliko let, Bog ne daj nas let živeti. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Treba se lovi, naj bo stara ali pa mlada, vsaka ima je meja rada. Tisti, ki imate, seveda. Spoštovani, redna tedenska informativna oddaja Studia Bistrica se je iztekla. Pred nami so vremensko pisani dnevi in takšno je tudi življenje. Lahko pa tudi sami kaj prispevamo k temu, da mu vsak dan dodamo nekaj svetlejših barv, saj zmoremo, mar ne? Pa srečno do prihodnjič.